Prebiličev Močnik namesto Golobove Polente, dr. Vladimir Prebilič namesto dr. Roberta Goloba, Močnik namesto Polente ali v resnici Prebiličev končni zeleni prehod iz Evrope v rdeči globalni komunizem. Včeraj, 15.10., smo državljani Slovenije iz zelo natančno obveščenih javnih medijev, z RTV Slovenija, v veliki meri tudi iz tajno-policijske TV Kosovir, izvedeli za večino načrtov novo ustanovljene stranke Prerod pod vodstvom dr. Vladimirja Prebiliča, Kočevskega v več pomenih. Da, končno smo tudi v Sloveniji izvedeli, da morajo slovenski komunistični kapitalisti, seveda najnaprednejši državljani Slovenije, kot tudi vsa spoštovana in cenjena mednarodna teroristična mafija, ki pere denar v slovenskih bankah, nekoliko v levo smer premakniti svoje delnice in druge prihranke, da svoje milijone in milijarde. Zakaj in čemu? Zdaj morajo, da ne bi finančno propadli in tako ostali brez politične moči, komunistični slovenski kapitalisti premakniti svoj denar v banke in sklade za uresničevanje zelenega bruseljskega prehoda v komunizem. Čim prej morajo to storiti skoraj vsi slovenski veliki šefi nevladnih organizacij, ki so do zdaj nalagali svoj krvavo naropani denar iz državnega proračuna in iz skladov mednarodnih dobrodelnih organizacij za pomoč vsem revežem na tem svetu, ki niso bele rase, zlasti pa muslimanskim in levičarskim teroristom. Sicer pa o projektih Preroda nismo zvedeli, kaj imajo njegovi člani za Slovenijo kakorkoli boljšega in lepšega od vseh dosedanjih strank, zlasti pa od sedanje vlade dr. Roberta Goloba. No, če smo prve mesece po ustanovitvi Golobove legibitrične, do bolnih in starih pa skrajno nestrpne vlade pogosto videli brisanje seznamov bolnikov, ki so čakali na zdravniške specialistične preglede, pa tudi kako so se, da bi izzivale lažne lezbike vreščeče poljubljale pred blagajnami v trgovinah, še posebno takrat, ko so bile zelo dolge vrste. Lahko na začetku Prebiličeve oblasti pričakujemo najgloblji padec standarda v Sloveniji po osamosvojitvi. Zakaj? Teoretiki slovenskega poosamosvojitvenega komunizma, ki so s svojimi raziskavami vpleteni tudi v mednarodni kapitalistični komunizem, dokaj blizu kitajskemu, imajo v svojih načrtih en sam poslednji cilj: v vsem svetu izvesti takšno rdečo revolucijo ali zeleni prehod, po katerem bo vsakdo, ki ima zdaj na primer 3 pare copat, imel samo še enega. Da, to je na koncu pogovora z najboljšim novinarjem na vseh slovenskih radijih izjavil nekako sredi leta 2024 profesor dr. Rastko Močnik. Upam, da spoštovani gospod novinar tega stavka o enem samem paru copat kot edini možnosti za preživetje človeka in sveta ni moral izbrisati pred oddajo tega pogovora z dr. Močnikom v radijski arhiv. Tako kot so morali pred arhiviranjem novinarji RTV Slovenija izbrisati mamilarsko pesem o lepo dišeči travi, ki jo je pevski zbor zapel na zadnji državni proslavi v Ilirski Bistrici. Frančiška Butolo.
Hvala.